drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Samo na von hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave, na vergore. Med navadami, ki se spet oživljajo, je pisanje pirh. Kakor vsake leto, društvo Kobilja glava iz Dreke je tudi letos pripravila delavnico na Solarjeh. Povabili so tudi umetnico Manuelo Juvetič in skupino spod Ljubina, ki jih barva s tehniko voska. Allora, che sono amica, no? Moja mamma mi mandava il giorno sabato, prima di Pasqua, la mamma ci faceva il cestino per portare a benedire, lo facciamo tuttora, e mi diceva di decorare. Quella volta non si usava mettere l'uovo di Pasqua di cioccolato, si boliva appunto le uova con la cipolla, poi si faceva sopra dei disegni. Noi facevamo così in casa e la mamma mi diceva: guarda, decora, fai il tuo uovo dovrà essere più bello, perché quando si porta a benedire, che faremo il cestino, la gente vedrà il tuo uovo. Smo že v tjednu Velike noči in smo prišli gledati dvojezično šolo za videti, kako se oni pripravljajo. Smo prišli v razred učiteljice Izabele, v drugi razred, in nam pokažejo učiteljice, kako se rumejo golobice. In otroci pa zadale nam bojo voščili veliko noč, veselo veliko noč z pesmijo. Razredu bojo runali golobice z učiteljico Izabelo. Je treba reči, da tele drugi razred je razred Masterchef, se pravi, ne? Za ki so pokazali že na naš domačem jeziku, kako se rumejo štruki. Ali je res? Ja! Ali do nas nam pokažete, kako se rumejo golobice? Ja! Allora tako bo zdaj z učiteljico Izabelo. Allora, facciamo un salamino lungo, così. Vi ricordate il salamo quando facevamo gli stucchi? È lo stesso sistema. E poi facciamo così, un nodo, leghiamo assieme così e poi tiriamo fuori la testolina e il codino. Poi questa si gonfierà quando si lievita e diventa una bella golobizza. Qua dietro per sistemare il codino si fa così con la forchetta e qua mettiamo gli occhietti. Gli occhietti. Ecco, e un piccolo mezza fogliolina. Učiteljica Klaudija Salamant je tudi naredila golobice v njej razredu, na spomin tudi na nje, Lijeta Mlade, kar je
hodila čapoidar, jer pa ho popresadikanje, tako Klaudija, kaj se smisliš, kaj so delale to jenone za veliko noč? So delale holobice, no, ne, kot ti? Ne, jaz nimam tele spominov holobice. Ker sem bila majhna, sem živela v Idarski dolini. Moja nona za veliko noč je naredila manihe, ki se delajo kot holobice, tako testuja je tisto. In teli manih so imeli za glavo, nojce kuhano, in potle testo od holobice smo ga morali oviti oko tele glave, in narediti kuno kitico, in tiste je bilo pa telo telega maniha. Tiste, ki se zmislila, sem bila zelo vesela, ker je bila ura za napraviti tele manihe, je bilo tiste edini krat, ki moja nona mi je pustila delati z njo, tako da niti je imela vednega, da jo mote v sebe. La nonna te Uidari? Ja. Questa è la vostra nonna? Nonna Albi. Ah, nonna Albi, ja. V preserje invece che druga nonna je delala kruhobijan, ki potem smo ga nesli žehnavati tu saboto, sveto saboto. In drug dan, tu nedeljo, na veliko noč, na tašče, smo morali na makino telega kruha jesti. Da tako se malo... Žegan je bil to, saldo žegan. Očistimo. Jaha. Ma kaj sta Klaudija, se smisliš tu cajno, ki ste nesli žehnavati? Per salamantih, ja, tudi smo nesli jajca, kuhane, in tele manihce. V preserje invece, ja, tele kruh. Salam, soli, se ne zmisliš na to? Ne, tole ne. Kaj še enkrat so nosili soli za dati žvine, ma ja, vi sta imeli štarijo, per cui niso bile žvine, ko prva v preserji. Ne. Drug spomin, ki mi ostu, je, da tu saboto, smo napravili mi otroci oginj, in potle, kadar so ga gospod požehnil, in kar je finila maša, smo tele vohje dali tu in šeglot, tiste šeglote, ki so bili... Ja, tisti di latte, ne vem ko reči, ne, ja. In smo nosili tele oginje po hišah. In družine so nas sprejeli zelo tako veselo. In tele ženice so njima ki nam dali karamelo, kaj šansut. In jaz sem bila majhna, sem imela 7-8 let, in za me hoditi po hišah. Po noč z drugim je bila prav nareč zelo čudna. In potem tudi smo se igrali s tenim ognjem. Ja, se vede. Svoli mi je bilo zelo všeč. Ma do nas otroci doživijo vse tole ali pa živijo veliko noč drugače? Ma za me doživijo veliko noč drugače. Da nimajo vse tele tradicije, ne vem, so se malo zgubile. Magari tu majhane vase je še malo, še kijek, però ne zastopijo comunque, za ki ti jih peješ, vse kar je okoli njih, je drugače svet se je spremenil. Tako je. Hiše so zaprte. Però holobice sta naredili, tako da ki ostane tudi otrokam. Ja, mislim, ne bojo imeli te spomin. V šoli almeno. To lepo. Hvala, Klaudica. Vse gre slabo, a vse gre prav. Misli zdaj s kakšnim bi gorel. Tako smo vam že javili, smo do nas prišli gledati, ki delajo na dvojezični šoli. Smo všafali učiteljico Izabelo in učiteljico Klaudijo, ki imajo oba dvija in drugi razred. Jedni so že naredili holobice, drugi še runajo. Smo vprašali učiteljice, kako pa se one spomnijo na njih velike noči, ker so bile mlade, kako se je živelo takrat, recimo. Izabela, ti kaj se zmisliš tega? Allora, jaz se zmislim, ker sem hodila prve leta na Tarčmune, recimo tukaj se je rodil moj mož. Ja, kor družina je imela puno navad. In kar se je rodil moj sin Daniele, moj tašt, nono Tin, mu je spledu lepo pletenico, Pletenicico. Ja. In nonna Eni mu je spekla golobico. Na saboto pred veliko nočjo
smo nesli požegnjavati. A tu vsi ljudje so hodili po stazeh, stelim pletenice velike, pune dobrote, velike in majhane golobice, objejen kruh, jajca, je bilo vse zvesto, vse lepo. In od tisti krat za recimo Veliko noč, zjutraj za kucijo smo naredili lepo mizo, stavajucam bielin in jaz sem pa naredila majhne škufce za jajca. In tako je bila taka lepa miza, recimo, parplavljena in vsako leto naredimo tako. Imate sta žegan za prvo riječ na Veliko noč. Kako je jala že Klaudija, ne? Kar Daniele je imel 2-3 leta, nono mu je naredil za velik petak carljevko. Kaj znajo? Ti bi bila laskotac, barljevka v drugih krajih, v naših dolinah, ne? Carljevka in on, naš stric Fabio, sta carljel. Aha, po vasi. Ker tisti krat niso, recimo, zvoni. Ja. Nazvonijo, zvonovi, ne? Ja. In potem se zmislim še eno reče, otroci po vasijeh so vlačili po kolat, po stazeh, kjetne. V Tačmunu? Ja. Ker je bila stara navada, tudi če sada nimajo ognjišče po hišah, so tele kjetne vlačili. A me je prišlo na pamet tudi moja mama, ki je živela na Tovarlip, ona tudi mi je pravila tele reči, kar je bila majhana, so vlačili. So vlačili kjetne, da se očedejo, ne, da bo vse laščilo. Vse laščilo, da ki za Veliko noč se runejo tele velike, se čisti hišo na velici, ne, da ki se odganjena, kaj sem kri tudi tako zimo, te harde reči, se kliče pomlad. A sada le vi kako vidite, kaj se je spremenilo v Veliki noč otrokih učitažete, kaj je tle na dvojezični šoli. Če oni doživijo šele tiste, kar sta vi doživjeli po vaseh, kar imate vi v spominu, ali pa se je zares tako spremenil svijet, da ostaja malo tega? Odvisno od družine. Tiste, ki živijo po vaseh, imajo še navade in spomine, če niso navade žive, imajo navijene starše ali nonote, ki jim pravijo in komunque jih poznajo, znajo in razumejo tudi spomin, ki ima Velika noč. Komunque mi gledamo in povedati, kar znamo, kar se zmislimo, tako da jih bojo poznati tudi, če jih doživijo v družini, v hiši. Od začetka, Klaudija, Izabela, ti ste prva učiteljica, ki si bila, recimo, na dvojezični šoli. Leta so hodili naši otroci. In naši otroci so prinesli vse, kar je bilo ta doma. Naše navade. Tiste smo zubili. Tiste smo zubili? Ja. Teli otroci, recimo, so bolj del konšumizmu, tako rečemo. Od sveta, ki se gre naprej. Ja. Ma radi delajo tele reči, nesejo doma, tudi štruke, ki smo naredili. Za nas domači zige. Ja, tudi tiste so bili radi in tudi starši so bili prav veseli. Ja, zadovoljni in so spoznavajo tako tudi oni, ne? Navada od šole je bila od vsega začetka, da se povabijo noni, strici, noni, imata še leteno navado. Ja, hodijo tudi noni, strici, če... Da je tista povezava s teritorijem, ne? Ja. Kar moramo narediti. Hvala lepa, veselo Veliko noč vam. In tudi našim poslušalcem. Prevarala, ne bi preživela.
8. aprila ob 10:30 u gledališču Ristori u Čedadu predstavljajo trojezično pravljico Chiare Carminati Il Diawl e la Gubane. U četrtak 9. aprila u kulturnem centru Lojze Bratuš ob 8:00 zvečer bojo predstavili knjigo Đorđa Bankića Venecija, ko se mala in velika zgodovina srečata. Delavnica brez meja stop motion animacije bo v soboto 11. aprila v Slovenskem domu v Špetru od 14. do 17. Ob 17:30 bo projekcija najboljših slovenskih animiranih filmov. V torek 14. aprila v Goriškem muzeju Kromberk ob 20. bo predstavitev Slovencev Nadiških dolin. Inštitut za slovensko kulturo in ZSKD vabita na izlet na Expo 15. maja v Milan, na dan, ki bo koncert skupine BK Evolution. Za se upisati in zadobiti vse informacije se obrnite na Inštitut za slovensko kulturo. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, lijep pozdrav iz Benečije.